Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas so nekateri govorili o templju, kako je okraščen z lepimi kamni in zaobljubljenimi darovi. Jezus pa je rekel: prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen. Vprašali so ga: učitelj, kdaj bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo roditi? Rekel jim je: glejte, da se ne daste zavesti. Veliko jih bo namreč prišlo in bodo govorili o mojem imenu: jaz sem, ali čas se je približal. Ne hodite za njimi. Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec. Tedaj mi govoril: vzdignil se bo narod proti narodu, kraljestvo proti kraljestvu. Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, grozote in velika znamenja z neba. Toda preden se bo to zgodilo, bodo nad vas dvignili roke, preganjali vas bodo, izročali v shodnice in ječe. Zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred kralje in oblastnike. To se bo dogajalo, da boste pričevali zame. Vzemite si to k srcu, da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal zgovornost in modrost, in vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli klobovati ali ugovarjati. Izdajali vas bodo celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji, in nekateri izmed vas bodo ubili. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. Svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje. Poslušali smo Kristusov evangelij. Lepo pozdravljeni skavti med nami, tukaj v Nanih Goricah. A ste prvič v Vašičevem domu? Ne, ste že bili, potem že kar malo poznate tudi ta kraj, kjer smo. Te besede, ki smo jih pa danes slišali pri evangeliju, pa niso prav lahke. Kar ima take težke, taka neka prihodnost. Kaj mislite, a ta prihodnost je še daleč od nas? A je pa bližje? A se je to že zgodilo, kar je vse Jezus povedal? Kakšen imate občutek? A vam tako malo glede trenutnega stanja, v katerem živimo, tako da boste malo razumeli. Namreč težke stvari so tukaj napovedane, pa preganjanje, pa kako bo napetosti. Če imam jaz prav številko, je trenutno na tem svetu znanih, to so zabeleženi spopadi med ljudmi preko 50. Preko 50 vojnih žarišč na svetu. A veste, koliko je držav na naši zemlji na svetu? Držav? Pomagam? Približno? 195. Ja, 195 ali pa 198. Lahko zaokrožimo skoraj 200 držav. Skoraj 200 držav. Koliko žarišč vojnih? Čez 50.
pomeni 1/4 sveta je v spopadih. Vsak 4. človek. Ta Jezusova beseda, to več nazaj izgovorjena, to je današnji čas. Ne govorim, da bo malo konec tudi človeštva, to bo še trajalo. Ni treba to misliti. Treba kar še delati mirno, kakor pravi drugo berilo, in jesti tak pošteno, veliko pridobljen kruh. Pa še ena stvar, čisto tako, veste, med temi spopadi, ki se zdaj dogajajo, tudi to nedeljo, so tudi spopadi zaradi tega, ker so napetosti do vernih ljudi. Od 100 umorjenih vernikov je 75 kristijanov. 75 kristijanov od 100. Ostalih 25 so pa drugi verniki. Se pravi, da smo kristijani najbolj preganjani verniki na tem svetu. To je Jezus povedal pred 1800 leti. 1980, tako moram reči. Pa še ena stvar, kar me tako zelo boli. Samo eno državo bom omenil, ki je v Afriki, nam zelo neznana, Nigerija. V Nigeriji je na vsake nekaj ur ubit en kristijan. Se pravi, več kristijanov na dan v povprečju v eni afriški državi. Ne celo Afriko, v Nigeriji. Daleč od nas. Ampak to so ljudje, ki trpijo, ki je težko. Zelo hudo je v Sudanu, Darfur, velikost pokrajine za našo Slovenijo. Ni človeka, ki bi varoval te ljudi. Se jih pobija, kakor se odločijo tisti, ki imajo nasilje. To je ta utrip. Pa nočem vas umoriti s takimi mislimi, ampak to je naše dejstvo. Lepše je pogled naprej, kljub temu, da se vse te stvari trenutno dogajajo. Mi smo poklicani, da prinašamo veselje, življenje in upanje za naprej. Od vseh stvari na tem svetu je najmočnejši kdo? To ne bo tako težko ugotoviti. Najmočnejši je Bog. Včasih se čuti, kot da bi bilo to malo prikrito. Največjo moč ima. Zakaj? Zato, ker Bog daje življenje. In življenje je nekaj najmočnejšega. Evangelij nam pa pove tisti dogodek, se spomnite, ko so ljudje občudovali lepoto templja. Ampak ta tempelj je bil res lep. To je bil veličastna stvar. Za Izraelce je bil to ponos. Vsakemu so lahko s ponosom pokazali, poglejte naše svetišče, kako dragocena oprema, kako smo ga zgradili veličastnega. In ta beseda občudovanja je bila na mestu. Jezus pa pravi, ampak prišel bo čas, ko ne bo ostal niti kamen na kamnu. Niso vedeli, kdaj to bo. Pa se je kmalu po Jezusovem vstajenju to zgodilo. V uporu Judov proti Rimljanom je bilo tako sovraštvo, da so Rimljani uničili tempelj, ampak to so bili pa res dosledni, ne površni. Sesuli so ga do temeljev. Tako so ga rušili, da so imeli toliko ruševin, da do temeljev niso več mogli priti, pa bi še tisto razbili. Ta tempelj, ki je bil sezidan z kamni, z lesom, oprema je bila dragocena, je bil porušen. Ga ni več. Zdaj stoji na tistem mestu mošeja. V Jeruzalemu je prepoznavno, ker je kupola pozlačena. Ta prostor zaseda druga stavba. Ampak tempelj, cerkev, svetišče, to človek lahko postavi. Če se to zavzamemo, prizadevamo, naredimo lahko lepa svetišča.
Jezus pa govori še o enem templju, ki je bolj dragocen od tistega, ki je bil porušen. In to je pa tempelj Svetega Duha. A veste, koga imenuje tempelj Svetega Duha? Tebe, pa mene. Mi smo templji Svetega Duha. Mi smo tisti živi templji, ki nosimo v sebi Božje. To pomeni Svetega Duha, Boga samega. Bolj, ko je med nami razumevanje, dobrota, ljubezen, srčnost, bolj smo sveti. Lepši templji smo. Bolj, ko se nam z grehom ta stvar krka, maže, podira, manj smo vredni občudovanja. In ti naši templji Svetega Duha niso kar tako postavljeni. Naša odgovornost je, da jih varujemo. In še posebno v tem tednu, ki ga zdaj živimo, je povabilo k čutenju, modrosti, pameti in razmisleku, kako varujemo tempelj Svetega Duha. Lastni tempelj in tudi tempelj mojega bližnjega sočloveka. Prav čez en teden bo odločitev, ali ta tempelj varujem v celoti, ali sam dol, kler mi ustreza in mi paše. In kadar je težko, bo govor o bolezni, o starosti, o trpljenju, podrimu. Zakaj bi pustili človeka, da trpi? Ali ni bolj človeško, da končamo trpljenje? Zakaj bi se matral še en mesec ali dva, se bo itak umrl? Itak bo človek umrl. Kdo od nas bo umrl? A bo kdo od vas umrl? Vsi bomo umrli. Zdaj, kakšen bo zaključek življenja, ne vemo. Veste, kaj je bolj pomembno od zaključka življenja? Kakšna bo naša prihodnost? Kako bo po prehodu v večnost? To pa je vprašanje. In mi prihaja tako v spomin, ali ti ljudje, ki govorijo sicer z besedo sočutja, zadaj pa egoizem, pa tudi strah pred smrtjo, ne samo pred lastnim trpljenjem, ampak da ne bom gledal človeka, kateremu bi moral pomagati, pa nočem. Da ga ne gledam, ga rajši odstranim, seveda predlagam v smrt. Ali ti ljudje imajo pogled v prihodnost? Ali nosijo v sebi hrepenenje po lepšem življenju, bolj polnem, bolj veselem? Prav pri vas skavtih jaz opažam to veselje do življenja, ta srčnost, to radost, ampak v prehodu večnost se to veselje poveča, dopolni, v polnosti je. Naš pogled vernega človeka je usmerjen še naprej, ne samo do smrti. Smrt je samo en delček našega življenja. Tudi umiranje je en del našega življenja. Ampak to je premalo za enega človeka. Človek je vreden več. In mi, kristjani, smo sedaj, v tem trenutku, tisti, ki smo poklicani, da varujemo človeka v celoti. Tempelj v celoti. Od začetka do konca. Začetek je zelo načet. A ste vi odrasli že kdaj slišali, da imamo mi v državnem zakonu zakon, predpis, ki pravi, da je življenje nedotakljivo. To je državni predpis. Za mlade, oni bo še pozvedli. Življenje je nedotakljivo. Enako rečemo mi, ne ubijaj. Pa smo rekli, ampak izjeme pa so. Življenje je nedotakljivo, so pa izjeme. Če je otrok zelo majhen na začetku nosečnosti, takrat to ne velja. Če morda že nosečnost daljša, je pogovor s komisijo, potem tudi to ne velja. Zdaj se kaže, da ne bo veljalo tudi konec obstoja mojega templja.
tudi tisto bom določil do takrat potem podelimo, ker mi ni ustrezno, mi ni všeč, pretežko je. Zelo kruta stvar je, ampak bi vam želel povedati stvar, ki sem jo slišal nedavno, je pa iz obdobja pred 80 leti. Vi poznate že toliko zgodovine, druga svetovna vojna, največ taborišč je bilo na področju nemških tleh med drugo svetovno vojno. Zapirali so najprej Rome, potem Jude, potem pa tudi ostale ljudi, tudi Slovenci so bili v taboriščih. In veste, ko je vojna, takrat je pomanjkanje vsega. Zmanjkovalo je hrane za vojake. Vojska ima prvo oskrbo. Seveda je zmanjkovalo hrane za celino prebivalstvo. Kje bo potem še hrana za zapornike? Ti pridejo ta zadnji na vrsto. In veste, kakšne so potem posledice? Ljudje v taboriščih hrane niso imeli. Ni bilo hrane. In ti ljudje so stradali in umirali od lakote. Človek od lakote umira 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece. Samo še ostane dejansko okostje pa koža. In to je civilno prebivalstvo na nemških tleh poznalo. Videli so barake, taboriščnike, ki so jih mrtve ven nosili. Za kakšnega še niso vedeli, a sploh živ ali mrtev, je bil pri miru že 3 dni zaradi lakote. In so rekli ljudje, tako ne gre. Tudi če so zaporniki, ne moramo tako delati z ljudmi. To ni humano. Treba drugače. Ali jih ne ustrelimo? Se niso vojaki, se niso krivi, ne moramo streljati. Ustreliti človeka, to je rana, to je trpljenje, to je bolečina. Pok orožja je strašljiv. In so rekli, ti ljudje bodo itak umrli od lakote. Dajmo jim pomagati izven tega trpljenja. In so začeli odobravati plinske celice. Tam pa zaporniki zaspijo in se trpljenje konča. To je pa boljše, kot pa da kratko puščamo. In mnogi civilni ljudje